Hej. Včeraj sem sicer že probala posneti ta video, pa nekako ni šlo skozi, ni mi bilo vreme naklonjeno. Pa ko smo prilih že pri premenu, končno so malo bolj hladne temperature in končno je čas, da za omar povlečemo vse puloverje, vse dolge hlače. In pa, če smo bile dosti pridne v džimu in je kakšna sprememba prišla na telesu, čas tudi, da gremo malo šopingirati za nove obleke. Jaz sem gotovila, da sem to jesen kar precej tega naredila. Dejansko včeraj, ko sem imela vse pred sabo, sem se šele zavedla, koliko sem šopingirala. Ampak imam vsaj content. Tako da bom kar začela od zgori dol in od zunanjih plasti na noter. Prvi od artiklov, ki si želim tudi malo vašo pomoč, bom takoj povedala zakaj, je tak plašček, dvomim, da se ga bo v celoti spravilo noter, da ga boste v celoti videli. Kupila sem ga v Zari, mislim, da za 30 evrov v številki S. Ne, ni najtoplejši, je definitivno jesenski plašček, ni nekaj, kar bi nosila po zimi. Ampak zato pa rabim vašo pomoč, ker že kar nekaj časa, že kar nekaj let v bistvu, iščem nek tak plašč v taki karamelni, kakorkoli bi rekla, barvi, da je kvaliteten in da dejansko bi ga lahko nosila leta in leta in sezone, ker to zdaj, ko vidim, je definitivno z razlogom 30 evrov, definitivno se vidi na kvaliteti. Precej se mi mucka, zaradi samega kroja bi priporočila, ker mi je res najlepši kroj, dosti sem iskala okoli, dosti. In sicer v taki barvi ogromno stvari dobiš, ampak tak stil kroja, kjer nima ne gumbonev nič, pa res težko. Še posebej pa, da bi hkrati ohranil neko ženstveno postavo, ker vse drugo zgleda tako bulky na osebi. Ampak ja, če veš za kak tak plašč, pa tudi če par 100 evrov kakorkoli, sem pripravljena investirati, ker res hočem nekaj, kar bom imela leta. Če te pa zanima, kako se jaz ne vem teh muck, ki se pojavljajo gori, dejansko od osnovne šole imam en trik, ki ga vedno uporabljam, tako da ne vlečem ven in ne cukam. Tukaj so mucke, ki se jih lahko vidi. Ampak dejansko z nekim malim trikcem poskrbim, da moja oblačila izgledajo čim bolj dolgo nova, pač plašči in to. In hkrati ne uničujem zadeve. Če te zanima, kako, povej, bom šerila na Instagramu tip. Ne bi si predstavljala po moje sploh, kako se lahko hitro rešiš na plaščih tistih muck, tistega vsega. Gremo dalje. Prva izmed zgornjih stvari, ki bom pokazala, pa ni outerwear, je ta oblekica slash puli. Ful mi je všeč, ker je res tak klasičen kroj, nič počičkano, nobenih zavezano, nič oprijeto, nič, ampak tako res lepo pada na telesu, lih na pravih mestih so oprime telesa. Ne, ni najbolj toplo, ker boste opazili skozi ta haul, ali kakorkoli bi rekla, je haul, ja. Jesen in pozimi imam jaz ten trend pri oblačilih, mora biti topla, mehka in nasploh taka snugly, da so za ven elegantna, ampak še vedno tudi taka za doma, da bi jih nosil. Sicer ta ni topla, je pa definitivno tak snugly material, sploh nisem povedala, s kje je. Kupila sem v Zari kak teden nazaj, tako po moje še je v številki S. Je še črno in pa bež, ampak iskreno jaz črne probam čim manj kupovati, pač redke izjeme. Zaradi tega, ker imam dva svetla mačka in če živiš z dvemi svetlimi mačkami, tvoje črne obleke hitro postanejo sive ali pa celo bele, tako ni smisla. Bež pa se mi zdi, je bila taka preveč hladna bež za mene, da mi ne bi lih pasala, tako da ta siva, ko sem jo zagledala, si jo mogla vzeti. Trenutno jo nosim z škornji čez kolena in pa tudi s tistim plaščem sem že, ali pa s kakšno črno jakenco. V pomladi mislim, da bom nosila z gležnarji pa kožnimi nogavicami. Po zimi je pa tudi cool zaradi tega, ker je puli, se lahko enostavno prekrije spodaj kakšna majčka, da kakšna konotirca. Zdaj upam, da že vemo, kaj je konotirca. In tako dejansko se da lejrat, to jih hlače daš spodaj, kakorkoli. Res tak kulpis. Je pa res, da mislim, da je bilo okoli 12 evrov, tako da ne pričakujem nekakšne kvalitete. Se pustim presenetiti, ampak bomo videli, kako bo. Ok, še en pulover, ki sicer deluje bolj kot da je za doma, ampak že v trgovini sem pomislila, kako bom stilirala. Prvega bom od blizu pokazala, da dejansko vidite material, ker po mojem že takoj, ko boste videli material, boste razumeli, kako snugly in kako mehko je to. In sicer, kupila sem ga v CNA, žal se ne spomnim cene, je pa v številki M, zgolj in samo zaradi tega, ker S-a niso imeli niti, da bi pomerila. Mi je malo velik, ampak je nenormalno mehko in topu in kakor sem si jaz zamislila, da bi to nosila, je že ohlačeno, odstlačeno in tako, ali pa ja, kadli doma, tako da me ne moti to, da je malo oversized, ker itak
v bolj hladnih časih lahko daš še spodaj kaj, prepričal me je tudi ta klasični neckline, ker po zimi ne vidim pointa, sem rekla zdaj, imeti nekoliko odprtega vratnika in vse skupaj, ker je hladno in ja, imamo šale, ampak I'm trying to keep warm. Ok, še ena oblekca. To sem že šerala na svojem Instagramu in takoj, ko sem jo dala gor, v bistvu sem ležala na postelji, sem dobila nešteto vprašanj, kje je, da si jo želite, da je lepa in ja, I get you. Prvi moment, ko sem jo probala, je bila ljubezen na prvi poskus, ali kakorkoli bi rekla. Vse od tega na vrhu ni tak drop, neckline dejansko ful lepo zakrije. Malo stisne v pasu, ja, kupila sem pa v H&M-u številki S. Bi šla XS, ampak je nisem niti probala. Zakaj? Ker dejansko sem iskala eno oblekco, ki je primerna za dogodke, kjer ni lih fajn, da kažeš dosti kože, kjer rabiš malo daljšo dolžino. In sem se bala, da če bi vzela XS, bi riskirala dolžino. Mi je malo loose v pasu, ampak res nič hudega. Ful so mi všeč tudi detajli okoli zapestja in pa če me spremljaš, veš, da res redko kdaj nosim rdečo barvo. Baje mi paše, ampak se ne počutim kot človek, ki lahko pull off rdečo barvo, ni za men. No, ta obleka pa imajo v H&M-u, mislim, da tudi v rdeči barvi, mislim. Vem, da, ampak mislim, da je ta. Pač ful je podoben stil, ker sem jo tudi isto probala. In je bila prva rdeča zadeva, kakršnakoli, od česarkoli, ki dejansko me je mikala, da bi si jo vzela in da bi stopila iz svojega comfort zona. Tako po mojem mislim, da tudi slejko prej šla še tisto iskat. Ker kak sem se dobro počutila v tem, kak je luz, kak lepo pade na telo in mislim, da je tudi tista must have. In upam, da bo H&M ohranil ta stil kroja, zato ker je res wow. Pa da barvi sploh ne začenjam, ker po mojem se bo lepo prenesla tudi v zimo in I'm so happy I got it. Ok, mobi sem dala na tiho, tako da ne bo več distrakcij, da gremo lahko dalje. In sicer naslednja stvar tudi CNA-ja. Vemo, da je leopard print zdaj full in. Jaz pa mislim, da sem nekako šla čez to. Ja, ok, v kakšnih dodatkih in tako, ampak da bi dejansko nosila, pa no. Imam sicer en plašč, ki sem ga enkrat nosila in ga trenutno prodajam. Če hočeš, javi se mi tu v komentarjih ali pa Instagram ali karkoli. Zato, ker res se ne počutim, kakor da sem še to. Kakorkoli, ker sem pa to zagledala, zaradi samega materijala me je prepričalo. Mislim, da je bilo 15 € spet, kakor sem rekla, v CNA-ju in v številki S. Nenormalno toplo. S tem pa, da je crop top, ampak ta crop top, ki se ga da naštelat, ne vem kako drugače reči, malo bolj loose, malo daljši, lahko postane, ker ima to vrvico, s katerim enostavno si vse priredimo. Lahko ga nosiš, deluje zadrga in vse sicer, v tem momentu, ko to rečem, me heca. Ja, res tak moden kos in s potiskom in z modelom, to zdaj, kar je sportsy in. Ampak jaz vseeno ga ne bi nosila za neke resne zadeve, z nekom, ko greš prvič na kavo ali drugič ali kaj tasga, bi bolj imela za doma, ker je toliko snugly, ali pa jaz sem si to predstavljala v gym, kadar imam stranke, neko jaz treniram, ker je definitivno pretoplo. Prvič, ko sem se spravila snemat to zadevo, sem imela to gor in po 2 minutah v temu, pa zima je, skoraj, po vremenu, sem bila ne, to mi je pretoplo in sem se dala v to. Tako da veste, da je res topla zadeva, no. Vseeno, ko pa imam stranke, sem razmišljala visoke pajkice črne in to na vrh, ker je tak sportsy, ampak hkrati ti je nenormalno udobno. In oh my god, že zdaj, ko sem božja, mi sem imela eno dekco v tem, čeprav imam preveč dekco, ampak ful bi imela eno tako, da se doma stisnem. Naslednja dva hudija, pokazala vam samo enega, zato ker dejansko imam 3, en je lih na pranju, ampak identični, samo drugi odtenki in sicer en roza, en bež in pa vojaško zeleno, olivnato zeleno, ne vem kako bi tista rekla, ki je trenutno na pranju. In sicer New Yorker, mislim, da za 12 €, s hudijem, ki se zaveže, spet crop, ampak dejansko, če imaš tako kram, zdaj jaz je dovolj dolga dolžina, samo pač malo bolj loose je, ampak mene to ne moti, zato ker po zimi, ko bo dejansko močen mraz, si lahko dam kaj spodaj. Zdaj pa ga imam za v gym, ko imam stranke ali pa pred svojim treningom, ko se še segrevam, tako si zavežem in je res lušen crop top. Notri tega ima tisti fleece, sicer sem opazila, da s pranjem ta fleece postane zelo trd. Te roze najmanj nosim, zato je najmanj oprana in zato je tudi najlepše pokazati. Vse 3 sem vzela v številki M.
Ne bi šla številko manj, zato ker se mi zdi, da številko manj bi izgubila tudi dolžino in mi je fajn, da imam zdaj dolžino za zimo, ko bo dejansko stisnjeno. Torej, kakor sem rekla, še en tak bež in vojaško zelen se pere v pralnem stroju. To sem sicer jaz kupila, mislim, da že v septembru, ampak sem skoraj sigurna, da se še dobi v New Yorkerju, ker sem pred kratkim bila in sem ga videla. Še en hoodie in sicer po moje za tega ne boste si predstavljali, kje sem ga dobila, ker zgleda res kvaliteten, zgleda res lep. Vem, da sem v Zari dosti takega videla letošnjo jesen. In sicer tak lososto, kremni, kapučin, karamela, bež odtenek, ne vem ti kak reč. Noter nenormalno toplo, toliko toplo, da zdaj, dokler ni stisnil, res mraz, sploh nisem mogla tega nositi, ker bi bilo preveč toplo. In v številki 2XS. Kupila sem v Primarku v Gradcu, zdaj res ne vem, če se v Ljubljani to dobi, ker isto daleč mi je pretty much Ljubljana ali pa Gradc in nazadnje sem bila v Ljubljani, ampak nisem pa bila pozorna, če imajo kakšne te zadeve, ker sem gledala druge stvari. Ampak ja, v Gradcu sem dobila za 4,50 €. Žal mi je, da nisem še več jih vzela, ampak sem imela take odtenke, ki mi niso jih blizu, bolj take oranžkasto rdeče, not me odtenke. In zdaj, ko gledam, žal mi je, da jih nisem, ker bi jih imela za doma, ker res kljub temu, da mogoče niso moji odtenki, je pa kroj mi zelo všeč mi je, kak je toplo in ja. Že naprej se opravičujem, ker zelo šlatam lase, ampak so frišno umiti in tiste, ki imate dolge lase, veste, kako je, ko so frišno umiti, da ti povsod lazijo in so napihnjeni in ja. Kupila sem še en hoodie v Primarku, spet je na pranju, tisti je pa na zadrgo, tudi 4,50 €, ful se splača iti zdaj v Primark. Za Gradec govorim, za slovenskega žal ne vem. Ampak ful se splača hoditi zaradi tega, ker res taki, če ne drugega, za doma izdelki, torej komot, topli, pa snagali in hkrati so tudi modni. Ta barva, če pomislim, je zdaj nenormalno in dejansko vse nude, mislim, da so letos. In za tako nizko ceno, skoraj smo že pri koncu, smo pri spodnjih delih. Prvo od spodnjih delov, isti dan, ko sem šla iskat tisto oblekco v H&M, ker sem dejansko rabila za neko priložnost, kjer, kot sem rekla, ni fajn, da imaš ne vem koliko dekoteja, ne vem koliko kratka, da in vse, sem zagledala tudi to krilo. Zdaj bom malo migala zgor in samo zaradi tega, da začutite in vidite material in potisk in vse. Jaz, res, to sem se zljubila, sicer ja, je čez kolena, je bolj classy, ampak izbirala sem med tem in tisto oblekco, sicer pol je oblekca zmagala, ker definitivno kako stoji in vse je. In sem imela tisto, ampak nisem pa mogla iz trgovine brez tega. Bo se že najdla priložnost, ker si že lahko predstavim s kakim res čunky, debelim puloverjem in to spodaj, ker ta material tak žesten, tak vse, hkrati pa je dejansko topo, dvomim, da bo spuščalo skozi toploto, dejansko zdaj me zanima, kakšen material je to. Če nisem že nisem odrezala, mislim, da ne. In sicer, ja, številka 36, cena pa, mislim, da je bila okoli 30 €, 30 €, nisem sigurna. Gre se pa za material 27% poliester, 3 elastan. Se ne čuti kot tisti tipični poliester, ki bi, veste kaj mislim, ni tisti tipičen, ampak deluje bolj, oh my god, jaz hočem imeti zavese, to bi bilo res top, take zavese. Jaz hočem vse dejansko tako imeti. Ja, no, full classy je bolj tudi za take resne dogodke, ne nekje, kjer si lahko full out there in tako. Jeans hlače, številka 40, Zara vemo, da imamo številke, ampak vseeno boste videli tudi, da ne, enega sem preskočila. In sicer jeans hlače, ni mi najbolj všeč, da imajo te razreze na kolenih. Mi se želi biti celi, ampak težko je dobiti. Črne hlače, ki niso črne, spet mački, tako da se ne vidi kakšna dlaka ali pa karkoli. In da hkrati mi grejo in čez ta zadnjo, ker pač ja treniram, in da so mi dovolj ozke v pasu. Te hlače, ne vem ti kak se jim reče, žal, naredijo oboje, kar mi je mission impossible. Jaz standardno v pasu rabim 34-36 zadevo, ampak če to dam, se ne moram vse skakno stiskati čez rit. Te hlače čez rit, v pasu, ja, so komod, so dejansko tudi, če hočem malo več pojesti izdan, bom imela plac, ampak raje to za take everyday zadeve, za iti na kavico ali karkoli, imam raje malo bolj loose, da ne rabim nekoliko tišat vsega in tak. In so mi res všeč. Ne vem, če jih imajo še, ker mislim, da sem mesec nazaj gledala.
In Zara vemo, kako menja obleke, zakaj tudi hočem pri plaščih vsaj taki zadevi. Malo bolj trajnostne gledati zadeve, malo bolj take zadeve, ki bi trajale leta in leta. Nik zdaj tak noče več tega podpirati, ampak pri nekaterih zadevah, še posebej, če si dosti v džimu in se tvoje telo iz meseca v mesec spreminja, mislim, da ja. Naslednje, dosti komentarjev sem že dobila, že septembra sem jih dala na Instagram in v eno komentarju, s kje so. Prva stvar, kar rekla premfans, kje so, kupte manjše. Kupte manjše številko, ko mislite, da rabite. In sicer je New Yorker številka M, mislim, da tudi nekje okoli 12 €. Jaz sem naredila to napako, da sem šla pomerjati, itak v New Yorkerju je že tak, da je vse, kar probaš, se ful razvleče. Pozabila sem pa to, da je to še tak elastičen material celota in čeprav so nenormalno lepe, so meni te M že po 2 urah nošenja. Rata je to prilike, da vsake 2 minuti moram gor vleči. In ja, definitivno pa, ko so sveže oprane in vse, tudi razmišljam, bi jih dala v sušilec, pa pač we'll see, kaj se zgodi. Ampak ful so lepe, ful nenormalno udobne. Dejansko imajo žepe, kljub temu, da so narejene v tem elastičnem stilu, kar vemo, da standardno pol nimajo žepu, jih imajo. Ampak ja, 3 spodnjih delov imam, 2 enaka, samo drugi odtenek. Bom pokazala na to svetle in sicer Zara, mislim, da 25 € številka S. Te trenirka hlače bolj nane za zimo, ker so nenormalno tople, dejansko 2 minuti v tem in zdaj bi zašvicala po moje, ker imam malo segreto stanovanje. Ampak glede na to sem trenerka, glede na to, da ob nedeljah zelo rada grem kaj kam pojesti na hitrco z dragim ali pa na kakšno kavico greva, se mi zdi, da na tisto nedeljsko kavico je to perfektno. Ja, kupila sem še v taki bolj sivih barvi. Ta siva barva sicer ne vem, če bi jih imela niti za kavico. Mogoče za kavico z dragim, da bi pa dejansko imela tako za nositi za everyday, za pravke in vse dvomim, da ta sive. Te bež pa definitivno sem jih tudi že imela z... Pozabila sem cel del pri zgornjih zadevah povedati. Bom prišati, ja. Torej o bodijih sem hotela govoriti. Pozabila sem, imela sem en dan z enim bodijem in je prišlo tako dobro, sploh ni on feeling, ko je trenirka in res, kakva je to kvaliteta, koliko je debelo, sicer kar me je malo zmotilo, oziroma ne zmotilo, na kar bodi pozorna, moraš prati na roke. Moj pralni stroj ima opcijo pranja na roke, ampak zato se zavedam, da najverjetneje ne bo toliko dolgo trajalo to življenjska doba teh oblačil, kar meni se ne da prati na roke in vseeno je pa drugače, če človek pere na roke ali pa stroj. Bomo videli, lahko poročam. Še ene hlače, pa če se sprašujete, zakaj na momente tak pridem celo krivljena, je zgolj samo zaradi tega, ker desno, tudi če pašte dosti gledati, ja, ker zadnji video sem bila precej izven fokusa, da vem, če sem v fokusu in vsake toliko zagledam, da sem malo previsoka in da moram malo dol. No, kakorkoli, še ene hlače Zare, mislim, da 25 €, bolj take professional, business. Tako bom rekla, verjetno idite številko dol. Imam številko XS, pas, ki ga dobiš poleg nič ne naredi, je zgolj za dekorativno in što je dekorativno se uniči, zato ker se full loose konstantno gre. Ampak mi je bilo res všeč, kako stojijo. Najprej sem sicer probala M, ker sem videla je baggy model, sem rekla, ok, pač očitno so malo prevelike, grem S. In lih ta pas, če bi bolj kvaliteten pas, bi verjetno vzela kar S. Ampak pol me je prodajalka prepričala, vseeno grem številko bolj dol. Pa je, da ja, tudi če daš ne vem kak pas in vse bi se videlo, da so malo prevelike. Ful so lepe, bolano lepo stojijo na telesu, ful so visoke. Če se spomnite, na Instagramu z malincinega dogodka sem dala sliko tistih roza hlač. Tiste so bile kupljene v Berški, ampak dejansko po tem, kako visoko ti grejo, mislim, da so skoraj tam s tem. Mogoče so te centimeter manj. Še tisti del, ki sem ga prej preskočila, in sicer body. Zara letos rula z body, jaz nikoli v življenju jih nisem hotela nositi, zaradi tega, ker kakor sem večkrat poudarila, imam neproporcionalno telo in imam trup malo daljši, kakor pa standardni modeli in vse, za kar delajo proizvajalci. Ampak Zara me je pa letos totalno navdušila. Tega imam tudi v črni barvi, mislim pa, da v Zari so 12 €, nisem sigurna. Imam ga tudi v črni barvi, ima preko prsi neko podlogico, če vidite. Ampak ja, to je črn. Vzela sem jo pa oba v številki M. Zelo, zelo lepa, pa tudi kvalitetno. Veste, tisti Zara tipičen konotira material. Konotira smo zdaj že ugotovili, da je spodnja majica, ja. Tisti tipičen njihov material je, kar mi je ful všeč.
zaradi tega, ker res lepo naredi, tudi če imaš pod oblekami, ker sem že nosila, da se ne vidi tistih linij, da ne rabiš stalno si tlačiti noter majčke, ker se ti dviguje ali karkoli in ja. Še en body, ta iz New Yorkerja, mislim, da samo za 6 €. Iskreno mislim, da če Zara bo nehala tista 2 delati, bom šla še enkrat iskat, zaradi tega, ker res toliko sem jo uporabila, pa toliko sem bila proti bodih in tisto mi je spremenilo misli, mislim, da rabim vsaj še 2 za gvišno v življenju. Torej, ta je pa z New Yorkerja. Bolj low neck, kar mi je všeč, so te špagice, tudi za to majico, kar bom zdaj gor, bom pol povedala. Bolj ne low neck, low back, v številki S. Tu mi sicer pa ni toliko všeč, že ta podloga, o kateri sem prej govorila pri Zari, da je samo čez prsi, pride tukaj dosti doli. Kar mi ni všeč, so ker dejansko lih ti zvideski se zbodi, če jih nosiš pod oblačilih, hočeš izogniti, da ni nekaj nagrbinčeno, da ni materijala. Tu vseeno to dobiš kljub temu, da imaš body. Tako da ja, tak minus in plus mi je pa zelo všeč te špagice in za razliko te majice, ki jo imam na sebi, so tukaj špagice, kakor vidite, elastične, tako da se res lahko prilagodi telesu. Torej, da spregovorim kar o tej majčki, ki jo imam na sebi. In sicer z New Yorkerja topek. Cene se žal več ne spomnim, sem ga iskala zgolj za en dogodek in na koncu, kar se uporabljala, zdaj ste še videli v trenirki sem. I'm sorry, sem doma. Ampak ja, sem ga iskala za dogodek, pa ga sicer nisem uporabila. Tak zelo luškan material je topu, je primeren za jesen, zimo ne. Ampak vseeno se to lažim, da bo že prišel trenutek, ko na kakem dogodku ali kaj, in ko imela samo plaček, ker večino 90% časa notri in z kakimi visokimi hlačami, bolj finimi ali pa mogoče celo s tistimi bež, to sem tudi že razmišljala, ali pa kakim krilcem malo višji, mislim, da bi izgledalo zelo lepo. Če ne drugega sem pa izkoristila za ta video posnet. Tako se to lažim. Še 2 majčki in gremo na zadnjo stvar. Prva je ta iz Zare v številki M. Nekaj mi je celo življenje, sem govorila, jaz nikoli ne nosila puljev, moja mama jih je in sem mi stalno govorila, kaj je z njo narobe. And look at me now, vsaka druga stvar je s puljem. Kakorkoli, zelo klasično, edino, kar me malo moti, je ta zaključek, tak bolj ruffly, to mi je, bi imela raje klasičen kroj, ampak it will do, ful mi je všeč, ker je dolžina do tu nekje, tako da res lepo postavo naredi. In še zadnji turtleneck, torej pulji. Spet Zara, spet v številki S, kupila zaradi nenormalno lepe barve. To barvo, kakor se nekaj že pri krilu, te 2 barvi iščem povsod, ker se mi zdi, z mojo potjo in z vsem res lepo gre, ampak jo proizvajalci zelo redko delajo, tako da, ko jo naredijo, karkoli naredijo v tem odtenku, bom kupila, razen če je res neki ful izven mojega okusa in celo obdobja. Ampak ja, ful lepo to stoji na telesu. Zdaj mi že ogledam, kaj je na kameri, deluje, kot da je nekaj umazano tu. Pa ni, res ni. Ne vem. Torej, ja, kaj sem hotela reči, zdaj, ko jo gledam, ne vem, zakaj tega nisem oblekla, bi bila vse malo bolj spodobno oblečena za kamero. Ampak skočim iskat še zadnjo stvar, ki vam jo hočem pokazati in pa možno še šiva dela. Zadnja stvar, ki pa dejansko si jo sploh nisem sama kupila in sploh ni bil namen, da je zame, ampak so superge. Jaz, tisti, ki me poznajo, vejo, da jaz konstantno nosim samo bele superge, ampak ko prije jesen, to ni najbolj uporabno, ker je vse premočeno, listje povsod in se umažejo v eni urci zunaj. Ampak črne superge mi pa nikoli niso bile lepe, nikoli nisem najdela nobenih lepih, zmeri sem se samo pač zadovoljila z enimi, torej da imam. No, in sva šle z mamo v trgovino in sva obe dve zagledale te, ki so nam bile, obe dve ni slabo. Jaz vseeno se poznam in sem sama s sabo imela pogovor in vsakale realno, maksimalno enkrat jih bom obula, da bom jih nosila, zaradi tega, ker pač so črne. Sicer so glitter in vse, kar tudi, če me poznaš, veš, da sem mala sraka in da vse, kar nosim, mora imeti vse malo bleščic, ampak vseeno sem bila malo, nisem jaz. No, kakorkoli pa si jih je mama kupila in ne jaz. In po enem nošenju mi je mama sporočila, da so ji zelo premale, da jo zelo stiskajo in žulijo in če bi jih jaz imela. Jaz pa itak imam zelo prilagodljivo nogo, ne, se ne. Jaz imam dosti manjšo številko, mama je te vzela v številki 39, jaz imam pa 37, 38, ona ima 39, 40. In ja, to so nje pri 39 zelo stiskali, so meni, ki me jim na 38, to. Sicer ja, priznam, ful malo sem jih nosila, kakor sem rekla, ne rada nosim črne superge, ampak sem jih že in za tiste deževne dni, ko bom rabila superge, niso slabe. Ok,
To bo za ta video vse, upam, da si dobila kakšno inspiracijo, kakšno idejo. Ful mi je pomembno tudi, če sama šeraš kakšne svoje pridobitve, kar misliš, da bi jih rabil vsak, tako kot pri meni, na primer tisti puliji ali pa plašč. Pa prosim, če veš, kje bi lahko dobila tak bolj trajnostni, kvaliteten plašč, ki mi bo trajal več let, tudi da mi zapišeš spodaj in se vidimo drugič. Čau, čau!